Božji načrt iz preroka Izaija. Devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni z nami je Gospod. V Kristusu Jezusu se je Božje kraljestvo približalo in kakor pravi drugi psalm, glej, Bog sam prihaja, da vas reši. V skrivnosti rojstva Božjega sina, sina očetovega v nebesih, je on iste narave kot oče ali kot očetov duh, ki je tudi v nebesih že. Ima sicer neko svoje življenje, nebeško, kako tudi Jezus, Božji sin, ima svoje nebeško življenje, ampak je iz očeta in je tako kot narava, kot človek rodi človeka, žival rodi žival, Bog rodi Boga. Zato je tudi Jezus Božje narave, istega bistva z očetom, kar čisto nam ni najbolj jasno, ampak je vse to v logiki razodetja in pa v logiki odrešenja ljudi. Ta ljubezen in skrb, ko Bog sam pride, da reši človeštvo njegovih grehov, v tej skrivnosti je to razodeto in to potem za logiko ljubezni vse prevladuje in omogoča skrivnost in tudi verovanje. Glej, moč najvišjega te bo obsenčila. Novo človeštvo se začenja, novi začetek, novi Adam, drugi svet. Tako se krščanska kultura dvigne nad vse druge kulture in na nek način na vse druge vere. In je radikalno drugačna od islama ali pa konfucionizma ali šintoizma, pa tudi je drugačna od sedanjega judovstva, ki je zagrabilo svojo farizejsko smer. Krščanstvo je novo človeštvo. Kdor je Kristusovo, je nova stvar. Stari človek je umrl, pravi Božja beseda oziroma apostol Pavel. Pri Bogu ni nič nemogoče. Marija pa je rekla, gled, dekla sem Gospodova, torej tista služabnica Božja sem, izvršujem njegovo voljo in to je tudi cilj našega življenja, naj se nam zgodi po Božji besedi, ki je v Svetem pismu, ki je v razodetju, ki je v 10 Božjih zapovedih in se nam razodeva tudi v našem srcu kot obisk ljubezni iz nebes. Amen.